Drage študentke, študenti, drage sodelavke in sodelavci. Epidemija koronavirusa COVID-19 je dosegla svetovne razsežnosti, rečemo pandemija. Mi na Alma Mater smo spremljali dogajanje v svetu, zato smo tudi prvi zaprli šolo, takoj uvedli izobraževanje na daljavo, tako da delo praviloma teče nemoteno, vse kar se teoretičnega dela tiče. Želim izraziti simpatije do vseh tistih učiteljev, ki delajo v zdravstvenih in socialnih ustanovah, posebej tudi simpatije do študentov, ki so pokazali svojo srčnost in se vključujejo kot prostovoljci, da pomagajo pomoči potrebnim. Ve se, da je epidemija odvisna od nas, koliko časa bo trajala, vse odvisno od tega, kako se bomo obnašali mi, vsak za sebe, kako se bomo obnašali v lokalni skupnosti in na nivoju države in do kakšne mere bomo upoštevali zdravstvena navodila. Po izkušnjah Kitajske to traja 3 tedne do 3 mesece. Najprej se zaprejo medregionalne meje v Evropi, rečemo državne, nato se zaprejo lokalne meje po občinah ali mestih, na kar se zaprejo v soseske in na kraju v stanovanja in to traja skupaj lahko 3 tedne. V nasprotnem pa to traja 3 mesece. Izbira pa je na nas, na vsakem posamezniku, odgovornost je na lokalni skupnosti, predvsem pa na odgovornih nosilcih oblasti. V prvem primeru ljudje spoštujejo red, v drugem primeru zdravstveni epidemiji sledi lahko gospodarska kriza. Gospodarske krize po zgodovinskih izkušnjah sledi predvsem prvo finančna, na kar sledi politična, vse pa spremlja moralna kriza in nastopijo protislovja neslutenih in nepredvidenih razsežnosti, kot jih je Evropa v prejšnjem stoletju že doživljala. Zato je potrebno, da upoštevamo zdravstvena navodila, da se vsi vključimo vsak po svojih močeh, študenti, da študirajo, starši pa, da skrbijo za otroke in pomagajo drugim nemočnim v svoji bližini. Vse to terja seveda odgovornost. Najprej odgovornost politikov, da dajo jasna navodila. Odgovornost zdravstvenih delavcev in socialnih delavcev, da izpolnjujejo svoje poslanstvo. Odgovornost gospodarstvenikov in finančnikov, da pomagajo tistim, ki so finančno danes tudi najbolj ogroženi. Odgovornost cerkve, da navdaja ljudi z upanjem, mirom in z zaupanjem. Predvsem pa odgovornost učiteljev in staršev, da nadaljujejo vsak svoje delo v svojih močeh, da težave prebrodimo, predvsem pa je odgovornost tudi na medijih, oblikovalcih javnega mnenja, da objektivno informirajo, da ne nasedajo parcialnim interesom finančnih ali političnih centrov moči, kjer mnogi tudi računajo z preizkušenim sloganom žal, čim slabše, tem boljše. Na Alma Mater Evropeja se tega zavedamo, zato smo tudi v minulih 10 letih izobrazili približno 1000 zdravstvenih in socialnih delavcev, žal brez vsakega razumevanja države ali državnega uradništva, in vsi so danes zaposljivi. Danes so najbolj iskani kader v Sloveniji in v Evropi. To je bilo tudi pričakovati. Zato se posebej zahvaljujem še enkrat učiteljem, ki delajo z študenti ali delajo v zdravstvenih socialnih ustanovah. Študentom, ki študirajo ali ki delajo sedaj kot prostovoljcem, in želim predvsem vsem zdravja in da to krizo premagamo.